Če človek pomisli, zdaj bom pa nastopala, zdaj moram biti pa drugačna, kot sem v resnici, zagotovo ne bo prepričala. Ampak tega se da priučiti. Seveda, to so veščine, ki se ta del me naučiš. zanima. Kako? Z lahkoto 14 dni prej začneš razmišljati o tem, kaj boš čez 14 dni posnel. Možgani niso narejeni za genialne trenutke, kot rečeno, in ne morejo kar s prve. Veš, kaj pomeni s prve? Da ti bom ukradla zelo veliko tvojega dragocenega časa, ker se na nastop nisem pripravila. Saj ni važno, kam govorila grav, da bom Betka ne bova s tem. Trema je zelo pozitivna stvar, zato ker v nas vzbuja željo po uspehu in utrjuje odgovornost do sebe in do drugih, s katerimi prihajamo v kontakt. Nekoč je imela priložnost govoriti pred občinstvom le peščica ljudi. Danes lahko s telefonom v rokah vsakdo stopi v središče pozornosti. Medtem ko se tehnologija nenehno razvija, pa se osnove samozavestnega, dobrega nastopa niso spremenile. Ne glede na to, ali snemamo hiter selfie video, vodimo srečanje ali pa imamo predstavitev pred sodelavci, so zato potrebne veščine javnega nastopanja. Nekateri so v takšnih situacijah popolnoma sproščeni in spontani, večini izmed nas pa to predstavlja stres. A tudi javnega nastopanja se lahko naučiš. Kaj je tisto, kar bi moral vedeti vsak? Nam bo orisala današnja gostja, strokovnjakinja za javno nastopanje, ki ima dolgoletne izkušnje z nastopanjem na radiju, televiziji in prireditvah. Z mano je Betka Šuhelj Mikolič. Draga Betka, ful sem te vesela. Enako, draga Nives. Kar nekaj let sva tudi midvi že prej skupaj preživeli, a ne? Prej sva računali, da je bilo nekaj pravličnih 7. Ja, radijskih let. Radijskih let zate pred mikrofonom, zame nikoli pred mikrofonom. Ampak ti gre zelo dobro, veš? Hvala. Ravno kar sem prvo mašilo uporabila, si slišala? Ja, ker si razmislila. Ne, veš, kaj si pričakovala si, da ti bom pritrdila tudi verbalno, pa nisem. Okay. Mislim, da je to. V bistvu sem mogoče razmišljala, kako naj povem to, kar bi rada povedala. Kakšna je bila v bistvu moja prva izkušnja s tabo kot z nekom, ki je lahko dal neke nasvete, kako se obnašati pred kamero, kako govoriti, kako glasovno v bistvu potrditi to, kar vizualno kažeš. Ne? No, povej. No, saj ti zdaj že veš, ne? Kar nekaj let nazaj, računali sva, da je to krepko več kot 20 let nazaj, sem jaz imela res eno idejo, kako bi vodila eno glasbeno oddajo na ŠKL-ju. In komu sem šla po nasvet, če ne k Betki. Betka, da me pripravi za audicijo. In? Ja, in sva se snemali in sicer video, pa tudi audio. A ne? Tudi audio, ja. Kako je šlo na audiciji? Slabo, ne? Tem nismo dobro naredili. Dejansko je bilo tistemu glasbenemu uredniku, ki je izbiral, to je bil takrat Boris Perme, ki je izbiral, sem bila všeč, ampak potem na nacionalni televiziji ni šlo skozi. Vokalno me je pa izjemno pohvalil, ker si me zelo lepo naučila, kako se poudarja dele stavkov. Ja, no vidiš, zato ker izhajam v osnovi iz radijskega medija. Začela sem na radiju, televizijo sem samo preizkusila, zato ker so me drugi spodbujali k temu, da bi poizkusila srečo tudi na televiziji. Pa mi televizija nikoli ni bila pri srcu. Kamere nisem marala, mikrofon pa zelo. Vse to je tipično baje za radijce. Ker sem radovedna in ker me zanimajo tudi drugi mediji, sem se pa dosti podajala tudi v pišoče vode. Danes, če me vprašaš, najraje pišem, na odru tudi še rada nastopam. Radijski medij je pa tisti del, veš, komuniciranja v javnosti, ki se dotika neverbalne in verbalne komunikacije, torej verbalni del najbolj podpira dober javni nastop, ker je neverbalni potem v drugem planu verbalnemu drži štango, če lahko po domače povem.
Torej, če te prvo razumem, je radio še vedno prva ljubezen? Ja, radio je moja prva ljubezen, zato ker sem se očitno rodila z glasom, ki tja paše, pomeni, da me je tle talent dosti rešil ali pa mi pomagal, da splavam na površje. Pa seveda tudi šola govornega nastopanja, ko enkrat začneš delati v ta pravih medijih, pa te v roke vzamejo res odlični mentori in ti postavijo temelje za tvoje nadaljno delo. Računaj, da sem jaz bila stara 16 let, ko sem začela delati na televiziji, na radiju, pa celo leto prej. Očitno sem iz pubertete šla zelo hitro in sem bila že takrat glasovno sprejemljiva. Eno leto so mi prali možgane v navednicah, kako je prav, kako je narobe, postavljali temelje, ki še dan danes držijo. Jaz se jih držim kot pijanc plota, čeprav se trendi, navade spreminjajo. Popolnoma drugače je danes, kot je bilo recimo pred 35 leti. Školiko je to? Veliko. Zelo mi je vmes ena misel prišla, da moram povedati, sigurno se marsikdo, ko posluša tvoj glas, da recimo, da posluša samo podcast, audio, ne, da gleda posnetek na YouTubeu, sprašuje pa, od kje je meni ta glas tako znan? Iz oddaje po domače. Ali pa iz radija, seveda z radija. Ja. Pa tudi iz številnih telefonskih pa res. tajnic. Res, točno, takrat, ko smo na Radiu Hit delali, smo jih posneli nešteto. In to kar za tisto plačo, ko smo jo tam dobili, šment. No, ko sem nehala delati na Radiu Hit, je bilo to seveda drugače. A veš, da še danes, če pokličem, ne vem, kam sem zadnjič klicala, v eno banko, Ja. pa sem se sama poglasila, dober dan, poklicali ste banko? Celje? Ne? Celja ni več. Eno od. Če želite govoriti z operaterjem, pritisnite 1. Joj, nehi že. Ja, pa ne samo banko, mislim, da je kar nekaj teh telefonskih odzivnikov, ampak če me S tem prijateljem se ne bom snemala. spomnila. S tem prijateljem sem snemala tajnice. Ja, daj ti imaš to klingle, valjda se ve, da bom, ne. Ja. Bitka, ti povej mi, zakaj ti televizija ni bila toliko ljuba? Veš zakaj? Zato, ker je kamera čist drug moment kot pa mikrofon. To pomeni, da moraš vklopiti tudi vizualno komponento. In vizualna komponenta se mi je zdela zelo naporna. Se pravi, moram razmišljati o tem, kaj bom oblekla, moram razmišljati o frizuri, nalakirane nohte moram imeti, v petah moram stati. To nisem jaz, to ni v kontekstu z mojo osebnostjo ali pa mojim naravnim položajem. In s tem sem se precej obremenjevala. Ne nazadnje, videz je 55% pozornosti. Na televiziji se ta odstotek še zviša na 70%. Se pravi, res moraš graditi na vizuali več kot pa na vsebini. In če grejo potem na verbalni in neverbalni del komuniciranja na radiju, razmišljaš samo o tem, kaj boš povedal in kako boš povedal. To je vse. Lahko si v trenirki, lahko si v kavbojkah, lahko si brez frizure, brez make-upa, brez vsega tega, kar meni osebno pomeni dodatno navlako ali pa obremenitev oziroma distrakcijo stran od vsebine, ki je zame pač na prvem mestu, čeprav zaseda samo 7% pozornosti poslušalca, gledalca, obiskovalca, slušatelja, ko govoriva o javnem nastopanju. 38% je pa ta del, verbalni, neverbalni del, se pravi, sva spet pri televiziji, je zelo pomembno, kje so roke, a so od pasu do brade, ali mahaš okrog glave, kjer so oči in usta in ne smeš, ker vsebina prihaja skozi usta, a imaš lepo položene, v odprti drži. Skratka, en cel teater, koreografija, ki je seveda nujno potrebna, jo lahko na odru lažje in bolj pristno obvladuješ, kot pa to počneš pred televizijsko kamero. Mikrofon je pa samo glas in vsebina. Pika. In vsak si ustvari svoj film, ki posluša, tisti, ki posluša. Ne? A veš, da ljudje sicer načeloma v budnem, pa tudi v tistem stanju, ko spimo, ves čas sanjamo in razmišljamo v filmih. V naših glavah se dogajajo filmi. Zato so tako zelo danes aktualni oziroma popularni tisti, ki so storytellerji. Film
te vzpodbudi, ko ti nekdo pripoveduje v prispodobah oziroma o tem, kaj je videl, kako se je nekaj zgodilo, pove zgodbo, jo ti doživljaš kot neko gibanje, akcijo in dojameš pomen mnogo hitreje, kot pa če bi ti nekdo govoril v enačbah, v paragrafih, v grafih, v definicijah, da razumeš, zakaj gre. Takoj jo sprejmeš, jo razumeš in jo lahko seveda tudi udejaniš, odvisno s kakšnim namenom ti jo nekdo pripoveduje. A te vzgaja, a te informira, a te pripravlja na nastop za avdicijo, kaj je tvoj namen, da od tega odneseš. Skozi smo v filmih. Zgodbe so fantastična stvar za vzpostavljanje takojšnjega stika z občinstvom. Tako kot te poslušam, radio, televizija, prireditve sem omenila, zelo veliko si jih odvodila. Ti je prireditev enak stres kot TV ali manj? Ne, manj. Zakaj? Kje se zgodi razlika? Kadar imam pred sabo mikrofon, imam še vedno na drugi strani tehnika, ki ga lahko gledam v obraz. Kar pomeni, da pripovedujem njemu, čeprav pripovedujem širnemu poslušalstvu. Ko gre za televizijo, je tu kamera in kamermana za kamero ne vidim. To pomeni, da moram gledati v objektiv in si predstavljati tam nekoga, ki sedi v kavču in me zdaj posluša. Gledati skozi kamero so nas recimo učili na televiziji, če je kamera preblizu tvojega telesa, kako se zdaj to dela. Torej moram razmišljati o tem, da bom gledala skozi in da si tam predstavljam še enega človeka. Teh predstav si nisem znala ustvariti. Jaz sem se vedno obremenjevala s tem, kako bom povedala, da bo to dobro in lepo, da bo na obrazu ves čas nasmeh, zato ker drobni, prijazni nasmehi pritegnejo pozitivno pozornost in kako bom seveda obvladovala tisto, v kar so me dali. Ker kostumografija je kar naporna stvar, če je narejena tako, da res pritegne glavno pozornost. Včasih kostumograf ne razmišlja o tem, kako se ti v tisti obleki počutiš, da ne moreš niti dihati. Če hočem normalno govoriti, moram globoko vdihniti do prepone, ne morem z zadihanostjo govoriti. To vse vodi k nesproščenosti. Odrske prireditve so pa fantastične, zato ker imaš direkten stik s publiko. Takoj vidiš, a imaš pozornost, a si jo zgubil, kaj moraš še narediti, da jo boš dobil, so zadovoljni. Enkrat mi je rekel Sašo Avsenik, po enem dogodku pri Jožovcu smo sedeli na večerji in smo se pogovarjali o tem, kaj smo dobro naredili, kaj smo slabo, kaj bi še lahko izboljšali, kako je bila fantastična publika in da je publika tista, ki te res dvigne, da se ti zdi, da tudi če si kaj narobe naredil, je bil tvoj nastop odličen. Pa reče Saša, veš kaj, Betka, ti imaš toliko dober glas, da se te publika kar ustraši, ko prideš na oder. Jaz sem rekla, seveda hvala. Ampak, a veš, to je v bistvu kritika. Okay. Ti prideš na oder, jaz kot napovedovalka sem imela občutek, Marija, koliko sem dobra, vsi so takoj utihnili, 100% pozornost sem v sekundi dobila. Wow. Nisem pomislila na to, da so morda prebledeli, da so se malo strašili, da so zmrznali. A veš? Okay. Ker praviloma na narodno-zabavni prireditvi greš na a se imamo dober, v tem smislu. Na teh vizualnih frekvencah jaz zelo redko funkcioniram ali pa rabim par minut, da pridem do tja. Jaz vedno začnem dober večer, gospe in gospodje, opala, potem pa na golici, ne gre čisto skupaj. Pri določenih dogodkih, ki so bolj resne narave, ki zahtevajo serioznost, ki zahtevajo bolj poglobljeno ali pa drugačen način pripovedovanja kot narodno-zabavni dogodki, tam tja sodi. Na tak dogodek pa zagotovo ne. In tega ne bom nikoli pozabila, pa ne vem, če ni od takrat že 15 let zagotovo. In drugi primer, če dovoliš, ko sem imela idejo o tem, da bi svoj nastop popestrila s humorjem. Humor je namreč zelo velik pritegovalec pozitivne pozornosti, sploh če z njim začneš, pa sploh če si po naravi humoren človek, nujno moraš začeti s tem, da sprostiš publiko in jo takoj pridobiš na svojo stran. Sem sodelovala v enem trojčku, kjer je predavala tudi Sanela Banovič, gastroenterologinja,
zdravnica nasmehov, govorila je o stresu, o teh stvarih in ker je seveda stand-up komik, ne. Vedno je govorila o prispodobah, v zgodbah, publika se je smejala do nezavesti in potem šele zadnjih 5 minut strokovno utemeljila, zakaj gre, kako možgani funkcionirajo, da stres dobro prenašamo, a ne. Jaz bi tudi bila smešna, a ne, ker po naravi nisem, jaz ne znam vica povedati, nikoli v življenju ga nisem znala in sem naročila si strokovnjaka, ne za javno nastopanje, ampak za stand-up, doktorja Uroša Kuzmana, matematika. Daj, Uroš, ti mene nauči, kakšen vic povedati, oziroma iz tega, kar jaz pripovedujem, narediti smešnico. Je rekel, veš kaj, bom jaz najprej prišel na tvoje predavanje, da vidim, kaj pripoveduješ, pa kako nastopaš, ne, to je odlično. Pa se bova potem pogovorila. In po predavanju, na predavanju je bilo kakšnih 40-50 ljudi o javnem nastopanju, seveda greva na kavo in Uroš, imela sem tako tremo pred tabo, ti odkrito povem, pred vsemi tistimi predsedniki uprave in člani uprave, ne, pred tabo pa zelo. Je rekel, lej, stara, tako le ti jim povedal, a si videl, sem rekla, publika je bila, tako je bila moja, tako so bili vsi tiho, slišal bi šivanko pasti, v tem toku živanka vidim, da jih imam. In najbolj vidiš, da jih imaš tako po enih 20-30 sekundah ali pa najpozneje po 8 minutah. Res čutiš pozornost, ne? To je tudi prednost, recimo, dogodka, ki ga delaš pred ljudmi. Prav on, ja, sem videl, ampak veš, jaz nisem gledal tebe takrat, ampak sem gledal publiko, kako je sedela, a ne? In publika se je naslonila nazaj, prekrižala roke, pa kar takole dol so lezala, ne? In jaz sem si ustvaril vtis, kakor da, hvala, je rekel, hvala za mnoge napotke, za katere do zdaj sploh še nisem slišal in jih bom upošteval, izjemna si vsebinsko. Ampak zgleda pa tako, kakor da znaš nastopati sam ti, pa mogoče še kdo. Ajde, Steve Jobs, ne, that's it. Daj bod sproščena, daj bod človek, ne, pozabi tisto šolo nacionalne televizije, ko greš dobesedno v vlogo nekoga, ki nekaj prezentira. Aha, ja, jaz ne znam drugačne. Mislim, jaz se ne morem s tabo pogovarjati tako kot zdajle. Zakaj ne? Če se vrnem nazaj, ker so mi na nacionalni televiziji že pri 16-17 letih v možgane vcepili te temelje in takrat, ko javno nastopam, tudi zdaj, ko se s tabo pogovarjam, grem za kakšen register ali pa glasovno lego nižje, kot sicer, ko se pogovarjava ob kavici, kaj ne? Šinte, ja. Ja. Tako bo verjetno ostalo do konca. Vse upe in nade polagam vate, da me mogoče sprostiš in pozabim, da govorim o javnem nastopanju. In je to en faktor, drug faktor je, da moram obvladovati držo telesa, a ne? In tretji, da razločno in jasno artikuliram in se z ljudmi pogovarjam oziroma jim pripovedujem, ker je to, sem za to kompetentna oseba in želim, da poosebljam tisto, kar govorim, in drugačna ne morem biti. Vedno, kadar si pred publiko, moraš biti za nekaj odtenkov bolj afektiran, kot si sicer v svojem življenju. To sem si od takrat zapomnila za vekomaj. Amen. In Uroš, te prakse iz mene ni izbil, mi je pa dal par idej za strukturo samega predavanja, ker on je matematik, seveda, jaz sem pa družboslovec in sem v glavi popolnoma razpršena. Rekel, da je vam midva vrstni red malo zamenjati, da ima neko gradacijo. Pa za določene javnosti mi je dal par predlogov, kako bi jih lahko nasmejala, rečva temu tako. Ja. In so se naslednjič smejali? Ja, so. Tudi Lucija Čirovič mi je dala par napotkov, kako naj se recimo namenoma nekje zmotim, pa povem besedo, ki v tisti kontekst ne sodi, pa da vidimo, če bo kdo opazil, če te posluša, a ne? Potem pa se, popraviš, a ne? Kar tvegaj, kar naredi tako, a ne? Pa so ljudje zaznali in ti dal spodbudo, da si drugič, naslednjič mogoče še malo bolj pogumen v tem, da se osramotiš, B, narediš eno napako, ki je sicer ne bi kot javni govorec, pa s tem pokažeš svojo človeško plat, kaj ne, nismo roboti, tisti, ki nastopamo javno. In da se seveda čim več vmes, ko govorim, tudi smejim, ker sem sicer izjemno resna in seriozna. Če bi me poslušala samo po telefonu, bi me vprašala, Bitka, kaj je jezna. Če dam pa nasmeh na obraz, pa zmehčam to strogost. Tako. To se tudi spomnim, da je bil tudi tvoj nasvet meni, ko smo se srečali po nesreči. Ja. V centru mesta še 3 leta nazaj, verjetno, ne? Takrat se podcast še ni snimal, večinoma so bili pač video vsebine namenjene moji publiki, nekaj z delovnega področja, ne? Ko si rekla, Nivi,
ful si napredovala, ampak veš, kaj pogrešam? Pogrešam nasmeh, ko govoriš. Ja. In to sem si tudi vzela zelo k srcu. Ne? In sem bila pohvaljena. Ne? Ja, zelo. Ti izjemno dobro štartaš z nasmehom, ta nasmeh ti z obraza tudi ne gre v nadaljevanju. Ne govorim o režanju, a veš, to je druga zgodba kot Peter Poles, ki gre na oder in on, če ne bi imel ušes, bi se kar okrog in okrog glave smejal. Njemu to toliko paše, zato ker je toliko temperamenten pa energičen. Nasmeh, droben nasmeh, pozornost, toplino izražaš s tem, bližino izražaš s tem, varnost, vse to. Tako da ja, ta nasmeh mora ostati. Izjemna si tudi v uporabljanju tišin. Okay. Tišina pritegne pozornost 100%. A veš, tišina je nekaj najbolj oglušujočega, kar lahko vlada v prostoru, ko se tišina zgodi. In kaj je tisto, kar govorec ob tem razmišlja? Notranji glas mu veleva, govor, tišina je. Ena knjiga obstaja, filozof pa psihoanalitik Mladen Dolar jo je napisal. In tam pripoveduje o glasu, kako je zelo pomemben in kako te tišine lahko ustvarjajo moč, dajo govorcu, dajo mu karizmo. Pa samo tišina je. Torej, halo, zakaj je ne bi uporabljali, če lahko? Hvala, Betka. Pa tekoče, pa poudarki, pa vse to skratka, pa lepa si, no. Ja. No, vidiš, ti te bom pa vprašala, kaj njihova. Suho. Pa dve. Betka, torej izkušnje tvoje so res wow, obširne, dolgoletne. Ne? V vsem tem času se je pa zgodila tudi scena, ki rečemo družbeni mediji. In kar naenkrat seveda lahko vsakdo resnično, ki seveda ima željo, potem stopi pred objektiv telefončka in se posname. Ne? Zdaj, kako se je ta najin današnji pogovor sploh zgodil, ne? Zakaj do njega prišlo, je ravno to bilo. Ne? Sem scrollala recimo po Instagramu ali pa po Facebooku in ti seveda prihajajo videi, kjer se osebe posnamejo zato, da bi sporočili nekaj svojim sledilcem, ali so to stranke, ali so to, ne vem, neka strokovna javnost, kakorkoli že. In ob tem seveda naletiš na marsikaj. Ne? In jaz sem se vprašala, koliko se neke osnove nastopanja pred javnostjo, to, o čemer sva zdaj govorili, ne, dotika tudi tega pojavljanja na družbenih medijih, pred zaslonom telefončka. Kakšno tranzicijo si recimo ti mogla narediti, oziroma kje vidiš, da so stvari, ki jih je treba upoštevati, ali pa ne? Izboljšati. Se veš, za izboljšave je zmeri prostor. Zdaj si mi dala kar tako tek na dolge proge. Okay. Da me vmes malo prekin. Dobro. Predolgo, ali pa če bi... Da ne bo predavalnici končale. Ne, to ne bova. Kaj se je spremenilo? Nič se ni spremenilo. Kar se osnovnih temeljnih veščin tiče, so ostale. Se pravi, beton pravila obstajajo za javno nastopanje, za področja, ko gre za kamero in za televizijo, za oder, zagotovo vsa, od Aristotela naprej pravzaprav, pa od Pitagore, če tam začneva. To so. Ja, Deva. To so. Začnemo s tišino. Potem se nasmehnemo. In potem nastopimo s prvimi stavki tako, kot da bi nas ravno kar nekdo, nek fiktivni napovedovalec, napovedal v smislu: Nobelovo nagrado prejme Nives Špehar. In Nives Špehar pride na oder, se odpre, oziroma si postavi mobitel in pove v mobitel, oziroma govori v kamero v podcastu, oziroma teh orodij, kot si rekla, tehnologije imava na voljo, kolikor je hočva, pove prvih 5 stavkov lahkotno, sproščeno, preudarno, jasno, razločno in z navdušenjem. Pika. Tako. In te stavke, ta prve, se seveda nauči na pamet. Zakaj? Zato, da ne uporablja mašil vmes, da ne reče recimo: hej, živjo, kaj sem ti že hotela povedati? Ne, se vem, da ti tega ne rečeš, a ne? Ampak, o teh videih govoriva.
Mislim, kaj s tem izražaš do mene? Sproščenost, domačnost? Ne, tega nisem videla. Videla sem tvoje nespoštovanje. Torej, kradeš moj dragoceni čas za to, da jaz gledam, kako se ti spotikaš. Ne? Telefone nekatere obrnejo takole navzdol, pa govorijo zviška name. Torej, telefon mora biti vedno v višini oči oziroma kak centimeter više. Ne sme biti više, ko pa imaš oči tako odprte, da zgleda, kot da me boš požrla, veš. Ampak, ne? Nekako v tej višini, centimeter, mogoče 2 centimetra više od tega horizonta mojih oči. In potem me gledaš direktno v oči in se z mano pogovarjaš. Tisti lepotni nasveti, ki so morda tudi dragoceni, so, da pokažeš majčkeno profila. Ni treba celega, ampak glih prav, ker se pač ne slikaš za osebno izkaznico, kaj ne? Na osebni izkaznici mora carinik videti celega tebe in ta cel on face pojavnost ni lepa. Ne? In pogledaš, seveda tudi, kateri profil tvoj je lepši, ali je lev ali je desen. To je osnova. Se pravi, najprej razmisli o tem, kaj boš povedala. Zvadi to doma, povej ogledalu, možu, bratu, partnerju, sodelavcu, komorkoli, tako da ga gledaš v obraz, nasmeškom na obrazu teh 5-7 stavkov, a ne? Če veš, o čem govoriš, ti bo potem v nadaljevanju seveda šlo fantastično. Kaj je tisto, kar te na začetku lahko majčkeno zmede, ustavi ali pa te da ven iz tvojega sicer naravnega položaja? To je trema. Trema je vedno prisotna. Tudi če pred tabo človeka nimaš tremo, kako boš zdaj to tehnologijo obvladal, kako si boš na drugi strani nekoga predstavljal, ki te gleda, kaj si bo ta nekdo o tebi mislil, ko te bo opazoval. Kakšen je tvoj message temu človeku, da sem človek skromnega značaja, da sem načeloma imajo ljudje raje skromne, kot pa prepotentne govorce, da pojasnim tudi to. Se pravi, ne pametnjakoviče. Potem, kaj bo v ozadju med tem, ko boš govorila? A bo v ozadju, a hočeš učena izpasti? Ok, potem daj v ozadje eno knjižnico, ki je nabutana z vsemi možnimi knjigami. A hočeš izpasti kot premožna ženska, kot ženska, ki ima denar, torej si lahko privošči tisto, o čemer govori. Tle je tudi trik. Pa bomo dali v vitrino, seveda viski je stare 35 let, pa bomo dali tudi kakšna pisala ali pa ure zlate ali ne. Ali pa morje in modro nebo in vse stekleno, to je tudi izraz nekega višjega standarda. A ne? Ali boš šla v klet, pa boš džekica, pa boš imela zelo malo oči, a ne? Pa boš večjo pozornost v tem primeru pritegnila k tistemu, kar sporočaš, torej vsebini. Ker jaz sem tak džek, da lahko govorim od koderkoli želim. Recimo, imam genialni torej sam prisluhnite, a ne? Pa vmes bom en požirk nadila nečesa. Skratka, a boš ustvarila kontrast s tistim ozadjem, pa s svojo podobo. Praviloma je tako, da so kontrasti zaželeni. Zaradi tega, da pride osebnost do izraza. Steve Jobs je uporabljal pri svojih prezentacijah, predstavitvah produktov vedno skromno minimalistično opravo, se pravi črn puli pa kavbojke, se pravi približal se je s tem populaciji najširšega možnega diapazona, vedno je nastopal na zelo velikem odru, da se izrazi ta veličina samih produktov in s temnim ozadjem. To pomeni, kam ga boš gledal? Obraz? Seveda, v obraz, v oči, da vidijo ljudje v tvojo dušo in usta, od koder vsebina prihaja. In vmes bom seveda povedal kaj? Veliko zanimivih skrivnostnih prispodobe željnih pridevnikov. Zdajle vam bom povedal nekaj extraordinary. Pa s takim pritajenim, mogoče malo tišjim glasom. Ne. Zelo vam bo všeč. Tako je na čustva pritiskal. Ni začel govoriti Pro, Max, 14, PR. Kaj je to? S tem se ne morem poistovetiti. Tega ne bi želela imeti. Želim imeti pa nekaj, kar je zelo majhnega, pa res zanimivega. Nekaj specialnega je v zraku. Ne. S takšnimi pristopi, s takšnimi besedami, s takšnimi stavki je pritegnil ljudi v svojo zgodbo. Torej, kontrast pomeni, da če sem jaz temnolasa, pa je ozadje svetlo, je to super. Fino je pa, da oblečem nekaj temnega, kar je svetlo ozadje, zato da izstopam bolj kot osebnost, da sem prej bolj v njihovih mislih oziroma očeh. Zgodba zelo zanimiva na to temo ustvarjanja kontrastov, jer sigurno jo poznaš, iz leta 1960. Davč nazaj. Predsedniško soočanje televizijsko,
Kennedy, Nixon. Ampak zakaj omenjam zdaj to leto 1960? Takrat so bili postavljeni temelji vizualnega televizijskega sporočanja. Temelji. Takrat so tudi prvič uporabljali puder, tudi za moške pred televizijsko kamero. Kennedy se je napudral, Nixon se ni. Televizijsko soočanje naj bi izgledalo tako. Scena je bela, tako kot je zdaj tale tvoja scena tukaj, svetla torej. Foteli so postavljeni v studiu, tako kot so tudi pri nama zdaj v tem momentu, torej sproščeno. 5 tem je novinar napovedal, o katerih se bosta oba predsedniška kandidata pogovarjala med sabo ali pa seveda tudi z izpraševalci in to je to. To so infoti, ki sta jih dobila. Potem se je pa čudežno zgodil preobrat, ker so Kennedyjevi demokrati nakazali eno zelo veliko, visoko količino denarja, govori se o $1 milijon CBS-u za izboljšanje novinarskega dela. CBS je televizija, kjer je potekal ta intervju. Okay. Tako. Torej za izboljšanje novinarskega dela, za izboljšanje televizijskih razmer, za napredek, pogoje dela, bla, bla, bla. In scena v studiu se je čudežno spremenila. Torej, postala je kar naenkrat črna, kandidata nista imela več foteljev, ampak sta stala, teme so pa ostale. Torej, toliko o tem, kako je vsebina najmanjši odstotek poslušalčeve oziroma gledalčeve pozornosti. Nixon je imel takrat hude težave s kolenom, kar pomeni, da je v studio prišel s palico. Ker je stal in ker je pogovor trajal precej dolgo, se je seveda pozibaval, ker ni mogel ravno stati. Imel je pač težave, bolelo ga je. Bil je oblečen v črno, kar pomeni, da se je zlil z ozadjem, neopazen, neviden je bil. Kennedy je prišel v svetli obleki, direktno s Havajev, prijetno zarjavel, bela srajčka, ki še malo ven gleda, a veš, iz rekelčka, pa ovratnik, lepo zlat oziroma bel nasmešek. 94% publike, ki je televizijsko soočenje spremljalo prek ekranov, je za predsednika volilo Kennedyja. Ja. In 94% ljudi, ki so soočenje spremljali prek radijskih sprejemnikov, je volilo Nixona, res je. Vendar je bilo več volivcev pred televizijskimi sprejemniki in ne pred radijskimi. Zaključila bi, da je bil Kennedy brez vsebine. Bi rekla, glede na to, da so radijski poslušalci poslušali vsebino. In bili pozorni na čist druge stvari kot televizijski gledalci. Ja, ker so gledali človeka, kako nastopa. On je bil zdrav, svež, športen, razigran, nasmejan. In jih je s tem kupil. Se dan danes... Videz prodaja še danes. Ta populizem je danes tako močen, da zajema praktično 2/3 nastopa nekega politika. In 1/3 pa malo povrh popraska, pa kar se spomne, ne gre v globine. Ampak 2/3 je populizem, večinoma v teh 2/3 govori o sebi. Jaz. In potem gre še za 1/3 tja, kaj bi bilo treba narediti, kje se tu lahko identificiram kot gledalec, poslušalec. Praktično državljan te Slovenije, ne vem, ker me ne omenja. Si jih mečkeno krcala. Ampak zelo malo. Zelo mečkeno. Običajno tega ne. Zelo nežno. Ampak to, veš, te zakonitosti od takrat, se od takrat, od leta 60, ne vem, pretekli pa že kar enih 80-70 let, še vedno veljajo. Še vedno veljajo, še vedno je pomembno, da vizualijo upoštevaš pri nekem sporočilu. Pa to, kot sem rekla, kako začneš, to prej upoštevaš tišino, opraviš stremo, junk food ni dober za želodec, torej ne prodajaj ljudem bučk, če imaš čas, se pozanimaj, kaj o tem, kar govoriš, že vedo. In česa ne. Potem razmisli o tem, a jih vzgajaš, a jih izobražuješ, a jih informiraš, a jih zabavaš. Ta tvoj vizualni slog, svet mora popolnoma sovpadati s tistim, kar sporočaš. Torej lahko dan danes prilagodiš sebe od pričeske do make-upa naprej temu, kar podpira vsebino, ki jo boš sporočala. Torej junk food ni dober za želodec. Upoštevaj manire svojega značaja. Torej, kdo si po karakterju? A si sangvinik, a si flegmatik, a si kolerik, a si melanholik? In bodi znotraj svojega karakterja. Kaj ljudje delajo? Ker imamo toliko možnosti, kot si prej rekla, vsak ima svoj telefon, vsak je lahko svoj medij. Ustvari svoj medij. Torej, ni več voditelj, ampak je že kar
Iz influencerja so zdaj zrasli v opinion makerje. To je pa že kar huda pozicija. Nek opinion maker pomeni nekomu, ki social media spremlja več kot urednik, recimo Dela ali pa Finance ali pa časopisov, ki so tradicionalni. Ne, to je kar scary. A ti ljudje tudi nekoga posnemajo, ki so ga že videli, zagotovo ga. Torej mislijo, da je narobe prav. Če smo iskreni. A je tako? Ja. Ti veliko narobe posnetkov vidiš, a veš. Babica da pečenko v pečico in jo vedno pred njo da v pečico malo poreže, a ne? In enako dela njena hčerka in enako dela potem tudi vnukinja. In prav vnukinja se spomne, ker je babica seveda še živa in jo vpraša, babi, pa zakaj ti pečenko porežeš, a ne? Prav, zato, ko imam plot fan premejhen, da bi šla pečenka not. Ampak vsi pečenko režemo, cele generacije, a ne? In na ta način se zdaj ustvarjajo te slabe ali pa slabše ali pa pač neizboljšane različice verzije tistih, ki nastopajo. Torej, če človek pomisli, zdaj bom pa nastopala, zdaj moram biti pa drugačna, kot sem v resnici, zagotovo ne bo prepričala. Ker gledalec, ki nas gleda, si najprej o tebi ustvarja prvi vtis. Prvi vtis nagovarja občutke in se na podlagi občutkov odloči, a si ti meni všeč ali mi nisi. A ne? Torej, bodi to, kar si. Ker če si po naravi melanholik, torej zadržan, previden, poveš samo tisto, kar res misliš, da bi bilo pametno povedati, sicer si tiho, skeptičen, provokativen, skratka, malo si neugoden, a ne, na momente, ne moš biti pol kar naenkrat sangvinik, dajmo še enega spiti, bomo pol razmišljali, kaj bomo govorili, koliko se imamo dobro, pa imamo se radi, a ne. Vsak od teh karakterjev po svoje vsebine izraža, takrat, ko je situacija resna, a ne. In ni fino, da greš iz svojega značaja v kakšnega drugega, ker na prvo žogo v prvih sekundah zagotovo ne boš prepričal. Jaz opažam na socialnih omrežjih ogromno talentov, ki po naravi preprosto vzame telefon v roko in mu tako steče, da rečeš, Marija, koliko dober, mogoče bi še mašila malo popravil, ker sem občutljiva, a ne, ker sem perfekcionistka in ker me te stvari pač zmotijo, pa ne toliko zaradi perfekcionizma, kot zaradi tega, ker sem auditivni tip človeka in mi je zelo pomembno, kako ljudje tvorijo stavke, pa kinestetičen. Torej, občutek moram imeti, da to, kar govoriš, resno misliš, da ne blefiraš, da si verodostojen, da imaš svojo integriteto jasno postavljeno. Zato ti verjamem, a ne. Nisem vizualka. Jaz ne padam na te lepe fore, da mi nekdo razlaga, kako je streha ravna, pa mi zraven še pokaže, a ne. Pa ne rabiš mi. Vem, da kakšna je ravna streha. Ali pa imam enega frenda, glasbenika, ki je seveda tipičen vizualc, mi zadnjič piše, pa pravi, veš kaj, nov komad sem naredil, ko mi čakam, da ti ga pokažem. A si audio prej naredil kot video, ali kako, a ne? Vizualc bo rekel, lej, a ne, poglej ta film, ne? Auditivc bo rekel, slišiš, kinestetik pa, a razumeš? Ne? Pa gre za isto stvar, razumeš ta komad? Že vem, ti si, tlele priklopljen, s tabo ni zafrkancije, ne? Torej, avtentičnost. Nujno. Pa integriteta, a ne? Kaj pa, ves čas se pogovarjava tudi o govoru, nisva še o intonaciji, mislim o melodiji, o poudarkih, o tišini sva sicer, ne? Ja. Koliko je pravzaprav pomemben hitrost govora, višina, deva reči, glasu pri videoposnetku? Ker večinoma zdaj se to dogaja recimo s selfie posnetki. Odvisno, kakšen tipa si po neurolingvističnem projektiranju. A si vizualen, ali si auditiven, ali si kinestetičen. Na ta način imamo registre, mi imamo vse 3 registre v našem telesu, vse 3 pa še mnogo več, seveda tisti, ki so profesionalni glasbeniki, govorci razvijajo tudi ostale med registre, ne vem, koliko jih je vseh skupaj, ampak 3 imamo vsi. 60% ljudi na tem planetu je vizualnih, kar pomeni, da so nagnjeni k temu, da raje pripoved poslušajo v podobah. Imajo radi hitrejši način govorjenja, obožujejo tudi višje glasove. Če danes pogledaš po radijskih postajah, po podcastih, je zelo veliko višjih registrov kot prezentatorjev vsebin. In to je dobro za ta svet, v katerem zdaj živimo. Pred 30 leti smo živeli v kinestetičnem svetu. Takrat so nas nagovarjale Nataša Dolenc, Ajde Kalan, Slobodan Nikaloperi.
Lotriči, Janezi Dolinarji, Mateji Rusi, skratka, to so vse nizke lege, in smo se priklopili direktno na čustveno plat človeka. Se pravi, z občutkom so nam sledili našemu glasu in takoj verjeli tistemu, kar pripoveduješ. Danes si upam reči, da smo taki ljudje nevarni. Torej, Betka, ti prideš na oder in ko spregovoriš, se te publika kar ustraši. To ni iz trte zvito, to je res. Se pravi, zavibrira ljudem, tako ko, veš, ko glasbeniki na odru, ki igrajo, pa k bas zatovče, pa ga tle noter slišiš, dum, dum, dum. Direktno na imunski sistem se priklopim. Vsi vtihnejo, Torej, je manipulacija lažja, kakor pa pri vizualnem človeku. In potem je tle auditivnih, je 20%, tako kot kinestetičnih, to so manjšine. Auditivci so pa neka nevtralna lega glasu, manj krilijo s telesom, z rokami, kot delajo to vizualci. Vizualci čutijo neskončno potrebo, da ti tisto, kar govorijo sproti, tudi pokažejo. Zame kot auditivca pa kinestetika je zato zelo težko predavati, ker vem, da se moram bolj prilagajati vizualcem in biti bolj aktivna tudi telesno, in po 5 minutah sem jaz že fizično izčrpana. Jaz bi želela samo povedati, pa da to slišijo, kar govorim. Zato je radio pa mikrofon sta čudovita, za tiste, ki smo bolj introvertirani oziroma usmerjeni v to, da nas ljudje ob tem, ko govorimo, ne gledajo. Kar pomeni, da danes splošno gledano, vizualni ljudje, tisti, ki recimo zelo veliko govorijo, pa ničesar ne povejo, to je ena taka karakteristika vizualnih ljudi, torej govori, in če sem jaz kinestetično auditivni tip, pa dober. A že lahko poveš bistvo, oziroma kva si zdaj povedala, a ga moram sam najti, veš? Obstaja zmeda. Globalno pa svet tako zmedo in tak kaos seveda podpira, če pogledava vseh ostalih vidikov. Je tako. Zato vizualci prosperirajo. Torej, ko poslušam vizualca, se ne počutim ogrožena. Da bom zdaj nekaj kupila, kar bom pozneje obžalovala, razumeš? Če pa poslušam kinestetika, ta me pa že lahko prepriča in to skoraj takoj na prvo žogo. Res? Tle je moč. Kaj delamo? Kaj naj bi delali, ker imamo vse 3 registre na voljo v svojem telesu? Pripovedovali zgodbe. Ker ko pripoveduješ zgodbo, si človek v glavi naredi film, če mu sploh pripoveduješ pač film, ki ga vidiš v svoji glavi, se on identificira s to zgodbo in tvojega glasu praktično skoraj ne sliši več in tvojega načina pripovedovanja tudi nima pod 100% pozornostjo, je pozoren na vsebino in na njen pomen. In ko pripoveduješ zgodbo, se seveda lahko sprehajaš po vseh 3 registrih. Vizualno pripoveduješ, kaj vidiš, auditivno zaključke vlečeš ven iz te zgodbe in kinestetično utemeljuješ, kaj je pomembno. Glas je pomembno orodje, medij, posrednik. Uporabljajmo ga. Če bi na ta način govorila s tabo ves čas, bi ti bila dolgočasna. Torej boljš vizualno, oprosti. Če imamo recimo konkretno situacijo. Nekdo se posname, kako nekaj dela. Samo posname, se pravi video je. In potem naknadno posname ton. Voice-over, kako se to reče slovensko? Sinhronizira. Komentira, vodi v bistvu gledalca tega videoposnetka skozi, ne vem, tisto, kar mu ima povedati. Kako se potem zdaj tukaj odločiš, kakšno hitrost govora boš uporabil, koliko boš skakal v govoru, ne vem. To je enak položaj kot pri nastopanju neverbalnem in verbalnem, se pravi pri tistem delu, ko združiš, ko telo sledi tvojemu načinu govorjenja, v primeru videa, tvoj govor sledi tempu kadriranja oziroma montiranih posnetkov. Kadar pogledaš prelivom, prelivi so lahko odrezani ali pa se zgodijo počasi, hitro, srednje, odvisno. A je pokrajina, ali kaj ti snemaš, a je produkt tisto, kar je na sekundo in 2 zamenjan, ko kadriraš, ali je oddaleč posnet ta produkt, pa lahko tle malo širšo zgodbo poveš, se pravi nekaj iz ozadja, pa potem, ko se to prilagajaš tistemu, kar vidiš v videu, glas, tempo govora. Se pravi, da če komuniciramo jogo, smo praviloma počasnejši, šarmantnejši, uporabljamo tišine, zato da človek se usede v tisto našo vizualno vsebino, nikakor pa v nobenem primeru ne smemo pozabiti na poudarke. Kaj je tisto, kar zares želimo sporočiti? Kaj je tisto, kar želimo, da si človek
zapomne in te poudarke seveda potem tudi izpišemo na video, na nazadnje. Glasu niti ne rabiš poslušati, ker je vse napisano. Pa višine glasov so zanimive. Špikerji, kire špikerje, interpretatorje izberejo. Dobro, običajno to počnejo voice-overje, snemajo kar sami, tisti, ki zgodbe pripovedujejo. Tle je bolj dilema, ne toliko o tem, na kakšen način pripovedujejo. Lahko je pogovorno, seveda je zaželeno, očitno za publiko, ki social media snema, je to bolj privlačno, kot pa če si tak, kot moraš biti, kot iz škatlice. Mislim, da je pri tej stvari, ko ti govoriš, dost bolj pomembno, da se v zgodbo, da razločno govoriš, da zgodbo pripoveduješ tako, da te slišim, razumem, da jasno interpretiraš. Ni tako pomembno, ali si na vizualni, kinestetični, auditivni frekvenci. Ampak tukaj sem ti hotela nekaj druga povedati, pa mi je vmes nit ušla, ker se mi je zdelo zelo pomembno, ker kadar jaz poslušam, večinoma glas kar ugasnem, če se spotika. Napiši si pa pripoveduj, tako bi jaz rekla. Napiši si in pripoveduj, ker v tem primeru nimaš mašil in se ne ponavljaš. A je tako? Pomislila sem tudi, kakšen bi bil recimo nasvet za nekoga, ki ve, da mora začeti snemati video, če želi vstati. Bog pomagi, koliko namaram teh socialnih medijev, res ne. Res ne. Prostite, se opravičujem vsem, ki živite od njih in jih obožujete. Jaz jih pač res ne. In tudi meni je totalen stres to, da se moram namakapirati, razmišljati, kaj bom oblekla, frizuro zrihtati. Veliko raje imam samo mikrofon. Ampak zakaj ima ta podcast video? Kaj misliš, zakaj? Zaradi družbenih medijev. Ne? Ja, da živimo v vizualnem svetu. Tako. Recimo nasvet, ki bi ga dala nekomu, ki se odpravlja, da bo zdaj pa res začel, ne vem, neko svojo strokovno plat kazati skozi video, posnetke, pripovedovati zgodbe skozi video. In seveda je, ko se postaviš pred kamero, pred telefon, prvič to ne? Kaj svetovati nekomu, ki pristopi k temu? Itak, da ima tremo že zato, ker sam sebe gleda, potem mora razmišljati o tem, da bo takoj pridobil pozornost. Kako? Ampak tega se da priučiti. Seveda, to so veščine, ki se jih naučiš. Kako? Z lahkoto 14 dni prej začneš razmišljati o tem, kaj boš čez 14 dni posnel. To je osnova. Se pravi, 14 dni. Ja, veš zakaj? Zaradi tega, ker možgani niso narejeni za genialne trenutke. O tem piše že v knjigi 6 klobukov razmišljanja svetovni mislec Edward de Bono. Njemu in njegovemu prepričanju samostojno sledi tudi nevroatomičarka Jill Taylor Bolt, napisala je knjigo Kap spoznanja. Zadela jo je Kap namreč pri 38 letih in čudovito, da je glih njo, ko je nevroatomičarka, proučuje in študira možgane že celo življenje in hvala Bogu, da je v levo možgansko hemisfero, zato da se je vsega zavedala. In to je v bistvu knjiga, ki jo jaz priporočam vsem ljudem na tem svetu. Žal ima podnaslov Okrevanje po možganski kapi. In si tega seveda ne boš kupila, ker misliš, da ne rabiš. Kap spoznanja je pa Kap spoznanja. Knjiga Kap spoznanja. In ona razlaga funkcioniranje možganov malce drugače kot Edward de Bono. Desna možganska hemisfera, leva možganska hemisfera. Vmes je nevronska povezava. In možgani se morajo pogovoriti med sabo prek nevronskih povezav. Ko se nekaj v desni zgodi, neka ideja, neka kreativnost, desna je tista, ki je tukaj in zdaj, ki je v kaosu, ki je cela zmedena, ki je domišljijski svet, vizualizacije. Skratka, ni v sistemu, leva je sistemizirana. Ko desni nekaj pride, gre prek nevronskih položaj v levo, v predale in tam se porazporedi. Tu so glas, tu so vzorci, tu so... Tle je program, kako naj se nekaj zgodi skozi tvoja usta in to potrebuje svoj čas. Torej, ti moraš najprej razmišljati. Nikola Tesla je v nekaterih izumih razmišljal celo leto, prednji jih je dejansko v 5 minutah naredil. Ampak najprej jih je mogel sestaviti v glavi. Ne? Tiste, ki jih je hitreje sestavil, je seveda hitreje. V glavi hitreje potem spravil na tržišče pred ljudi. Torej, najprej razmišljaš o tem, kaj bi povedal. Potem je drugi zelo pomemben element ta, koliko časa imam na voljo. A imam 15 sekund, a imam 30, 90, 3 minute, koliko časa bom o tem govorila? Se pravi, vse tisto, kar se meni zdi pomembno, bom zdaj secirala na, rešva temu 90 sekund, če snemaš reel.
Ok, 90 sekund. Kaj v 90 sekundah lahko naredim? Ok, prvih 6 sekund pritegnem pozornost. Torej, prvi 3 stavki morajo biti udarni. Znam pripovedovati vice? Ne, ok, ne bom. Znam povedati o sebi kakšno stvar. Kdo sem jaz? Se me še noben ne pozna. Torej, publika, ki jo nagovarjam, kolikor vem, ful obožuje Boba Dylana. A je imel Bob Dylan kako izkušnjo v svojem življenju na to temo, o kateri govorim? Opa, našla sem jo. Torej, dajmo začeti z Bobom Dylanom. Veš, ljudje radi se poistovečajo z ljudmi, ki so svetovne blagovne znamke. In pozorni bomo, če boš omenila Boba Dylana. Boba Dylana pravzaprav večina pozna, a ne? Steva Jobsa tudi večina pozna, Steva Ballmerja tudi, ampak ne poznajo pa Rachel Naomi Remen, recimo, a ne? Ja. Ko je izjemna, napisala je knjigo The Kitchen Table Wisdom, zgodbe ob kuhinjski mizi. Čudovita knjiga. Ta knjiga je fenomenalna, a ne? No, ko bova pa midve postale svetovno znane blagovne znamke, bova pa midve prvih 6 stavkov lahko začele, jaz mislim, a ne? Sicer ljudje najprej pomislijo, pa kdo si ti? Ne? Ker sem enaka njim, torej, kot sem rekla, raje imamo skromnega, kot pa prepotentnega nastopača. Dobro, bom povedala 3 stavke o Bobu Dylanu in potem bom takoj postavila eno zanimivo vprašanje. Odprto, ne zaprto. Ne? Torej, Primer odprtega, zaprtega vprašanja. na odprto vprašanje imamo odgovore širše, na zaprto pa samo da ali ne. A ne? Torej, Če lahko mogoče enega si izmisliš, torej, da damo neko uporabno vrednost. Dobro. Se ne, da to, kar smo zdaj govorili, ni uporabno, ne? Ampak vem, samo to, da si nekdo zna predstavljati odprto. Mislim, Ste danes že zajtrkovali? Da ali ne? Kaj ste danes zajtrkovali? Odprto. A ne? Tako. Ta vprašanja je dobro doma ful vaditi, skoraj bolj kot celotno vsebino, ker bolj, ko je zanimivo vprašanje, če na prvem mestu tišina tista, ki pritegne 100% pozornost, je takoj na drugem mestu vprašanje, a ne? Odprto. Torej, postavim eno odprto vprašanje in potem nanga, seveda, ker mi z druge strani kamere nekdo ne bo direktno odgovarjal, retorično odgovorim. Odgovor je nujen, da ga podam. In če je vprašanje ful zanimivo, če zanima ful široko množico ljudi, če se v njem najdejo oziroma si želijo slišati odgovor, me imaš, da te poslušam 90 sekund, zagotovo. In potem, jaz temu rečem na predavanjih, sendvič narediš, ne, iz svoje prezentacije oziroma iz svoje pripovedi, iz svojega rila. Na začetku daš tisto, kar ti gre zelo dobro, in tudi na koncu daš tisto, kar ti gre zelo dobro, vmes daš pa tisto, kar ti ne gre. Hipotetično gledano, če ti gre vse, super, ampak začeti in končati moraš odlično, zato ker boš vmes povedala tudi na koncu videa te nekaj čaka. Ampak še prej mislim, da rabiš vedeti to. Če se ti 90 sekund se lahko naučiš na pamet, roko na srce, jaz to počnem še zmeraj. Karkoli v življenju delam, če je to vodenje dogodka ali če je to predavanje, se ga naučim na pamet. V pogovoru imam boljše izhodišče, zato ker pripovedujem tebi in se lahko pogovarjava. Čeprav vem, o čem govorim, je to zame taka varna oblika, eno zavetje, ki mi ga nudiš z načinom pogovora. Torej, tisti, ki nekdo prvič štarta, si lahko tudi izmisli izpraševalca, ki ni nujno v sliki, ampak ga vzpodbuja k razmišljanju s tem, da mu postavlja vprašanja, če temu zelo dobro obvlada, samo na ta vprašanja odgovarja, torej odgovarja bolj spontano in v skladu s svojim značajem, je res, kot če se nekaj na pamet naučiš. A ne? To ni, zgleda, kot da deklamiraš, ne pa pripoveduješ. Takoj zaznam, da je to naučeno na pamet, a ne? Da ni pripovedovanje. Storytelling all the way. Ja, ampak res vaš čas. In če se da v 90 sekundah, v 20, se pravi 2 do 3 zgodbi na 90 sekund, 2 bi jaz rekla, da nisi preveč agresiven, ne? Zagotovo lahko poveš, a ne? Čudovito si to razložila. Se ti zdi, a sem še kaj pozabila? To pa ti veš. Veš kaj, vem. Pa še tako se moraš dati, ne? Temperamenti so različni, ne? Torej, ne biti Miha iz Big Brotherja, a ne? Ampak bod Metka Winterfresh. Ne? Torej, najboljše, to, kar sem ti že prej pri govorjenju izpostavljajo. Torej, bodi navdušen, bodi navihan, bodi spontan, bodi jasen, razločen. Torej, bodi to. A ne? Zato, ker Bog te je naredil, da si inženir, zdravnik, profesor, kozmetičarka. A ne? Če hočeš biti pa outstanding, moraš pa nekje vzeti še eno rebro, a ne? Da boš.
Winter Fresh, just do it. Ta zgodba, da bojo rekli, Marja, ta pa res obvlada. Nekateri imajo to vse pnivi. Nekateri preprosto vzamejo kamero in jim kar steče in se ti zdi, jaz bi tudi tako, jaz se tega recimo nazaj ne znam naučiti, jaz če res ne vladam stvari, nastopim pred kamero. Si povedala, ker si perfekcionistka, ne? Ja. Potem je treba pa tudi za tehnične stvari poskrbeti, kaj ne? Zato, ker tehnične stvari so tiste, ki skrbijo za tvojo dobro vizualno podobo, ne? Kaj ta sporoča, torej luči, ton, kontrast, obleka, ki je ali nevtralna, odvisno, kaj želiš z njo sporočati, da te dvigne ali da te umakne od vsebine. In je to, mislim, da je to, pol to spečeš in je to. Sliši se preprosto. Tvoj stil, ne? Se potem s časoma najdeš tudi svoj stil. A veš, ti reče, to je pa ta. Ne? In zakaj je tvoj stil, ampak tako ti bi rada povedala, kar opažam je glih kontra. Začnemo najprej s svojim stilom, potem se pa učimo osnovnih veščin. V tem primeru popolnoma pogorimo na celi črti. Torej, naučimo se najprej veščine, potem dajmo to v zgodbo, v nek sendvič, da stoji, ne prodajamo junk fooda, plus tvoj stil oziroma temperament in si zagotovo nekaj posebej, lahko rečeš, izstopam v morju vseh, ki prodajajo te izdelke, produkte na ta način, da imam svoj stil. Ti meni dala zdaj enega dela, Ne. Ja, meni se kar takole vrti zraven. To delam narobe, to delam narobe. Kaj delaš narobe? Jaz bom tako rekla, ko sem se začela snemati takrat za delovne potrebe, bom rekla, se spomnim, ti prvi videoposnetki so bili itak da katastrofa, tudi če zdaj kaj nazaj pogledam, pa da sem bila takrat zadovoljna, pa sem objavila, je čist druga višina govora, veliko manj mimike obrazne in tako, ampak najbolj mi je pa zanimivo to, da sem se pravzaprav navadila, da ni za uporabiti prvi, drugi, tretji posnetek. Toliko časa jaz namreč rabim, da padem točno v to, kar govoriš, da takoj pritegnem pozornost. In tega ne moreš, razen če si res tak talent, kot si omenila, s pritiskom na gumb si takoj alter ego. To je treba zvaditi. Ja. Tisti stand-upi ali pa kao spontani nastopi na odru, za katere mi kot gledalci mislimo, da so se zgodili to je najbolj naučeni del celotnega nastopa gledališke igre, ne vem česa. Najbolj naučeni. Kakšna spontanost, ker možgani niso narejeni za genialne trenutke, kot rečeno, in ne morejo kar s prve. Veš, kaj pomeni s prve? Da ti bom ukradla zelo veliko tvojega dragocenega časa, ker se na nastop nisem pripravila. Sorry, sem pa genij. To je prepotentno. Načeloma je res najbolj moteče je ravno to na teh selfie video posnetkih, da ti kradejo čas. Ker se začne, sem pa razmišljala, da bi vam tole posnela. Super. Mim grede, ful hvala, ker lajkate moje poste. Nadaljuj. Kaj sem že hotela reči? Sva se dogovorili, da ne bova kritični. Točno ne bova. Bova spodbudni, bova dali čim več uporabnih nasvetov. Pa veš, kaj pol naredijo, pa grejo pa takoj v trgovino, pa si sponzorje najdejo za oblačila, ker to je tudi zelo pomembno. Saj ni važno, kam govorila, da bom lepo ne bova s tem. Whole other story. Ok, oprosti. Sem pa pomislila naprej, ki morda je tudi druga zgodba, ampak ko si govorila o odprtih in zaprtih tipih vprašanj. Če je nekdo po naravi bolj zaprte sorte, sramežljiv, težko navezuje stike, in prideš nekam na neko prireditev, kjer se načeloma moraš, kjer si se pravzaprav prišel mrežiti. Zdaj ne vem, a to paše v tvoj resor javnega nastopanja ali ne, ampak to je meni ekstra muka. Kaj si po karakterju? Ti moraš biti en tak sangvinično, melanholičen kolerik. Hvala, prijateljica. Veš kaj, to sem jaz namreč. Tisto, kar nisem, je flegmatik. Zato ne razumem. Ne, nisem flegmatik. Ker flegmatiku je katastrofa, da bi to počel, kar si rekla, da je tebi katastrofa. Zato sem te vprašala, kaj si, ko vem, da nisi flegmatik. Ne, meni je zelo težko navezovati stike
v neki okolici, pa da to niso zdaj moji neki tesni prijatelji ali kakorkoli, ne? Veš, to je meni delo, to je meni nastop, to je vloga, ne? To meni ni nekaj, kar je spontano. Se pravzaprav mi tudi to, da prižgem telefonček pa nekaj posnamem, ni spontano, ne? To je vloga, v katero vstopam. Ti nosiš preveliko odgovornost na sebi do vsega. Ti imaš očitno zelo dobro zgrajeno svojo lastno integriteto. Indigo sem hotela reči, klimakteri, sorry. Integriteto imaš izjemno dobro postavljeno, to pomeni, da si vedno verodostojna, da verjameš v tisto, kar govoriš, da si načelna, da si moralno, etično nesporna in da tisto, kar misliš, govoriš in kar govoriš, delaš. Toliko lepega komplimenta pa še nisem dobila. To je ful hudo, veš. Mislim, ker takih ljudi več ne delajo. In ti tudi prepoznaš in te integritete okrog sebe. Dejstvo je, da ko v nek prostor stopiš, pa je tam veliko ljudi, pa veš, da moraš za networking narediti, ne pa da jih je 100 in do vsakega moraš pristopiti. To je, moj mož hodi na dogodke, on je zelo introvertiran človek in točno ve, da gre zaradi tega, njemu je tudi muka Isusova, ko mora iti na dogodek, ampak vaja dela mojstra seveda, tako da zdaj to že obvlada. On se nauči, on je izjemno razgledan, izjemno širok človek in o športu, o politiki, o vsem se lahko z njim pogovarjaš. Kar pomeni, da z lahkoto odpre temo. In ker se zaveda, da nima feelinga za to, a je zgodba sogovorniku zanimiva ali ne, tega feelinga res nima. Veš, ne zaznava znakov dolgočasja, češ to me ne zanima. Ne, ko ljudje začnejo govoriti, zelo na hiter, veš, da nehi težiš. Ker ve, da tega feelinga nima, ne reka zdaj empatija, ampak tu smo nekde, bo ostal ob nekom samo minuto do 2. In potem bo šel naprej, torej pristopi, reče, živijo, sem Dejan Mikolič iz PNDS Capitala, midva se še nisva srečala, se ne poznava, kam pa vi pašete, z nasmehom. In potem ljudje smo vedno bolj odprti, se veš, v ekstrovertiranem svetu živimo, tako da imamo samo introvertirani ljudje lahko s tem težave. Dobra varianta je, da z nekom tja greš, ker pol je lažji, ker ti daje moč, in po minutki 2 zapustiš tiste ljudi in se odpraviš naprej po možnost nekega sodelovanja. Moš točno vedeti, po kaj prideš. Je pa res, da če z nekom v družbi prideš, se znaš tudi malo pošlepati na njega, pa se malo skriješ za njega, pa nisi toliko efektiven. Ne. Eni pišu, ampak tu res ekstrovertirani ljudje ful obvladajo, stopijo v prostor in ga prevzamejo. Jaz nisem ekstro. Dej nehi. A si ti hecaš, ti si mislila, da sem jaz ekstrovertirana. Pa tako lepo si prej opisala me. Ja. No, kje pa? Mislim, melanholiki so introvertirani, to ampak čustveno introvertirani. Potem so sangviniki, so čustveno ekstrovertirani. Pomaš pa, se veš, mi smo razumsko čustvena bitja. Imaš razumske introvertirance, ki so flegmatiki. Flegmatiku je težko na dogodku. Flegmatik pride na dogodek, se postavi nekam, da roke takole. To je moj mož. Tam stoji. In se ne premakne. In potem hodiš k njemu in ga vprašaš, a so v redu, Flegmatiki so super, zato ker z njimi se lahko vse na tem svetu pogovarjaš. Oni te poslušajo, oni vse sprejemajo, ne more se zgoditi nekaj, kar bi oni obsojali. Flegmatiki so najboljši prijatelji, ti odkrito povem, ampak kam ga postaviš, tam stoji. Moj mož je tudi flegmatik, kolerik, tle zgore, racionalen, to je racio. In potem imaš racionalnega ekstrovertiranca, ta je pa kolerika. Tako da, zdaj, lahko so diagonale, lahko so vzporednice, a veš. Ampak kaj od tega si? To je že od Hipokrata naprej imamo eno tako razdelitev, razpredelnično svojih značajev. Lahko se tudi skozi leta spreminjaš, pa postajaš flegmatik. Recimo, mislim, da gre tle bolj za ta introvertirani del, ampak melanholika, češ. Zakaj bi se pogovarjali? Small talk. Small talk, to je tako brez veze, a ni? Grozljivo. Ubije. Ljudje, vse zaradi tega jaz na dogodke ne hodim, razen če jih delam. Ali pa če grem z možem, sem tih, pa sem lepa prijazna, pa kimam. Kaj pa vi kaj delate? Noč. Pa me pol mož gleda, pa deli networking, mislim, halo. Pa on našteva potem projekte, ki jih delam temu človeku, ki se mi zdi, sej, ni potrebe. To je zanimivo, veš, se veš, da sem menjala kariero 10 let nazaj, zdaj bo 11, ko sem šla iz marketinga v beauty,
In sem začela z urejanjem nohtov in podaljševanjem trepalnic. S tem, da sem ugankero storitev zelo hitro nehala opravljati. Nohte. Absolutno. Zakaj? Mene Ker je se moraš pogovarjati. Ubijal, da se moram s stranko, pa so lušne stranke bile, saj take pritegneš k sebi, ne? Ampak meni je to toliko ene energije šlo za neke površinske pogovore. Jaz nisem človek površinskih pogovorov. Jaz verjamem, da sem za koga prenaporna. Definitivno si. Zato, ker se ne znam drugega, kot globoko pogovarjati. Si. Tako, ta svet je narejen pa na površinsko. Zato sem v trepalnicah toliko zelo uživala. Ja, ker je so bile stranka se ugasnila, zaspala in to je bilo zame meditativno še in še. To je izraz človeka dejansko, ki je lahko na enem mestu z lahkoto več ur v kosu, a ne? Ja. Ki je flegma. V resnici. A veš? In globok, ja, seveda, globoki pogovori, teh več ni, ja. Smo naporni, melanholiki. Ja, vidimo drevesa, ne vidimo gozda. Ja. Ja. Smo perfekcionisti, to ni krepost, to je slabost, če vprašaš mene, a ne? In z leti bi bilo fino, da rečeš, ok, vse je v redu, a ne? To pride zdaj. Tista zavesa ni tam do konca, a ne? Ja, a veš, ki to vidiš? Pa vidim, dej prosim zaveso do konca, ker se vidi odzad, tam so ene mize zložene, lahko, verjetno. Groza. Vitka, kaj pa narediš, če se recimo zmotiš? Na odru si gledate, ne vem, se nima veze, a te gleda 10 zaposlenih, nisi jih sicer na odru, si v pisarni, ajde, ali pa te gleda, ne vem, 50 ljudi na neki prireditvi in ti ga kiksneš. Koh kiksneš? Vedi to od 1 do 10. Spotakneš se in padeš? Recimo, da ali pa se znajdeš v situaciji, da reč, pozabiš nek podatek, ki je zelo pomemben, da bi ga delil s publiko, ne? Ali pa poveš napačnega, pa te nekdo iz publike opozori, ne. Mislim, kako ohraniti to svojo integriteto še vedno, a ne? In speljati kot profesionalc naprej. Ostaneš človek, opravičiš se. Tle ni druge. Poveš po pravici, kako mi je lahko ta človek zdaj na jezik prišel. Že vem, zato ker sem pred 2 dnevoma z njim govorila ali pa sem brala njegovo knjigo, se opravičujem. Veste kaj, v meni sem, kaj je to opravičilo? Ljudje razumejo. Ne? In veste, zadnjič sem se pogovarjala, to še ni tak kiks, ki sem ga naredila. Če je bilo hujš, sem govorila o prijateljici, kako lep govor sem poslušala od katoliškega duhovnika, zelo je praslovane hvalil, pa ono prav praslovane. Pravoslavne. Joj, hvala Bogu. Ne, sem govorila s prijateljicom, ampak res sem zdaj v obdobju, ko se zgodijo na jeziku besede, ki druga varianta je, da ostaneš brez posla, seveda. Veš, meni se je v življenju že zgodilo, da sem napovedala, da bo nastopil na prireditvi Debitela predsednik uprave Mobitela. Wow. Nikoli več nisem delala dogodkov za Debitel. Tudi maturantske plese sem vodila še pred leti na Celjskem, pa se veš, kaj grejo en dan za drugim, a ne? In je bila enkrat zdravstvena, pa je bila ekonomska, pa gimnazija. In sem na vrhunec maturantskega plesa napovedala ples z ravnateljem na maturantskem plesu srednje zdravstvene šole, seveda z ravnateljem ekonomske šole. Dragi gospe in gospodje, starši, prijatelji, cenjeni dijakinje in dijaki, na vrsti je vrhunec maturantskega plesa srednje ekonomske šole Celje. In pol glasbeniki odzad, hej, in jaz mislim, kaj pa je? Sploh se nisem zavedala, veš, to je lapsus, ki se ga ne zavedaš. Publika je utihnila, to je, ne vem, 4000 ljudi v dvorani, a veš, vsi starši, pa babice, pa detki, pa... Ni mi potegnil v minuti 2 oddaleč, da sem jaz naredila napako, kar nadaljujem, a ne? In potem prije k meni kitarist, ne? Pa me rukne pa prav srednja zdravstvena šola, pa jaz ga gledam, pa kaj s tabo? Še vedno mi ni bilo jasno, zastopiš, o čem on govori. Tako zelo sem bila še v učiri, oziroma prepričana, da delam prav. In potem on reče, moral mi je dobesedno povedati, rekla si srednja ekonomska, smo pa na srednji zdravstveni. Saj jaz to vem. Rekla sem. A veš, možgani ne morejo hitro, ne? Sprocesirati. O moj bog nebeški.
In potem sem šla največ iz tiste, haha, juhu, muhu, v popolno skuliranost in spoštovanje in dragi. Posula sem se s pepelom. Iz dna srca globoko se opravičujem. Naredila sem tako napako, ki je ne vi, ne jaz ne bomo pozabili nikoli v življenju, ker gre za fucking enkratni dogodek. Nisem rekla to na F. No, ampak potem nisem več nikoli vodila maturantskih plesov srednje zdravstvene šole Celje. Ne bomo več improvizirali, ampak si bomo stvari napisali. Veš, kaj je tudi dobro priporočilo za pripovedovanje, takrat, ko snemamo videe, da ljudje govorijo počasneje in ne hitro. Jaz recimo zelo hitro govorim, hitro jem, hitro hodim, vse hitro delam. To nikoli. Upočasnjena bi morala biti. Da si črke, če jih bereš, ker lahko tudi malo fejkaš, pa si poleg telefona recimo napišeš v zelo velikih fontih. Potem bereš počasi. Če imaš pa v takšnih ali pa pripoveduješ sproti, pa si pa prehiter. Tako da, ja, hitro govorjenje odmakne pozornost. Hitro govorjenje nakazuje na to, da hočeš iti hitro mimo tistega, kar ti ne gre, pa kar ne verjameš prav zelo najbolj v tisto, kar govoriš. Trema. Juhu. Koliko imam? 2 minuti. Trema. Trema. No, povej, da ti povej. Prej smo se pogovarjali, da pač trema mora biti. Nujno. Mora biti. Imaš svoje razloge za njo, ja. Pa te vabim, da podeliš. 2 minuti, vklop štoperco. Ja. To mi je najljubša tema namreč. Zato, ker vsi imamo tremo, vsi se z njo soočamo in najbolj od vsega pri javnem nastopanju se bojimo treme. Ne govorim zdaj o social media, ampak govorim o situacijah, ko moramo stopiti pred ljudi in jih gledati iz oči v oči. Trema je zelo pozitivna stvar, zato ker v nas vzbuja željo po uspehu in utrjuje odgovornost do sebe in do drugih, s katerimi prihajamo v kontakt. Ampak, če na nastop nismo vsebinsko 90% pripravljeni, potem bo ta trema prerasla v stres, v tesnobnost, v napetost in se bomo lomili in spotikali skozi ves čas naše prezentacije oziroma javnega nastopa. Zato je tako zelo pomembno, da se na nastop pripravimo. In takrat, ko imamo tremo, se nam roke tresajo, se veš, kaj še, povišan srčni utrip. Ti vroče rata lahko, ali pa imaš ledene roke? Ledene roke, definitivno imaš ledene roke, vroče ti rata pa v glavo. Pospešen srčni utrip, potem kakat pa lulat te pritisne, je tako? Ja? Noge se ti tresajo, seveda peristaltika dela 100 na uro. Zato, ker se zgodi najbolj normalen telesni pojav, ki je možen, odkar človek obstaja. Se pravi, ti telesno zaznaš nevarnost iz okolja. Tako kot je prav človek se leva bojil, se ti zdaj bojiš tistega, pred komer nastopiš. Se ti veš racionalno, da on ni lev, pa da te na požore, ko boš 5 stavkov povedal, ampak telo odreagira popolnoma enako. Telo je v situaciji, da lahko umre. Tako močna je trema pri nekaterih lahko, ampak odhaja. Torej hipotalamus, hipofiza, amigdala, nadledvične žleze sporočajo telesu, alarm, vse zvoni. Moramo notranje organe zdaj fino pripraviti s tem, ko krvni obtok pospešimo, pa kortizol, noradrenalin, adrenalin. Zavarujemo notranje organe s krvjo, jih napojimo zato, da bodo obstali, če slučajno tale lev, ki nas posluša, ki ni lev, raztrga naš trebuh, bodo organi še nekaj časa ostali, če nas pravočasno potem nazaj zašijejo. Sicer ne, sicer umremo. Zato imamo mrzle roke, pa mrzle noge. Zato, ker gre vsa energija v telo, v trup. Iz glave gre vse. Ne veš, kako se pišeš, ne veš, kako ti je ime. V glavi je samo boj ali beg. Mišice so pripravljene. Torej, v medicini rečejo v tej situaciji fight or flight. Torej, naj pobegnem ali naj se borim. Mi moramo biti sproščeni, pa lahkotni, pa nasmejani pred ljudmi, v resnici nas pa telo sili v to držo, da kaj zavarujemo notranje organe, zato je ta drža. Če si ti namaze, je trema top shit, zato ker boš zdivjala dol po smučišču, fenomenalno lahko trema dela zate. Če si Rajmond Debevec, strelec, 3-kratni dobitnik olimpijskih medalj, skratka,
Ne smeš dihati, je tako? Dihanje je pospešeno, ko imaš tremo. Vidiš tamle na ekranu, da ti samo še 2 točke manjkata do zlate olimpijske medalje in če zdaj ne ustreliš 9, 10, 11, gotov si. A ne? To je izjemen pritisk. Ne? Torej, pa ustreliš, pa potem seveda zmagaš. Skratka, trema pri Raimondu ali pa Partini je nekaj popolnoma drugačnega, a ne? Različnega, drugače vpliva na njuno telo. In skratka, ta pojav v telesu, ki se ti dogaja, traja vsi procesi, ne, ki vodijo do tega, da telo ugotovi, ok, je v redu, sprostim se lahko, trajajo od 90 sekund do 2 minuti. To moraš ti vedeti. A ne? Jaz vem, da me bo trema minila. Če se bom športom aktivno ukvarjala vsak dan, me bo minila prej kot v 90 sekundah. Se bodo ti procesi zgodili hitreje. Zakaj? Zato, ker imam kot športnik oziroma rekreativka moj naravni normalni srčni utrip 42. In ko bom jaz imela tremo, bo srčni utrip enkrat večji in bo glih normalen, tako ga imajo normalni zemljani, se pravi med 60, 75, 80. Sploh ne bom zaznala višjega srčnega utripa, torej ukvarji se športom. Kadar treniram po podjetjih, recimo posameznike, mesec, 2 prej začnemo, jaz jih ganjam, da vsak dan pospešijo srčni utrip, ročico srca spravijo na visoke obrate, ker drugače ne bo šlo. Ko boš trema, te pa zagrabi vedno tik pred. Se pravi, 2 minuti prej, preden se spravim na oder, nimam jaz tremo 2 uri prej ali pa prejšnji dan. Ne, točno takrat, ko ni treba. Takrat, ko moram narediti dober vtis. Takrat, ko moram biti sproščena in lahkotna. V redu je, najraž bi pa šla. A ne? Torej, vedeti moram, torej razumeti jo moram. Če jo nimam, se ustrašim, pišu, zdaj bom pa rutinirano tole oddelala. Kje si trema, pridi, daj me malo požgečkaj. 2 uri prej jem, ne tik pred zdajci in to nekaj lahkega, zaradi tega, ker trema, ta proces vpliva tudi na pospeševanje prebave. Torej ne bom zdaj na stranišču sedela, razumeš, 5 sekund je še do vklopa, jaz pa na WC-ju, to ne gre, torej 2 uri prej jem, tako kot če bi šla v savno, recimo. Ko greš v savno, ne ješ tik prej. In tretja stvar, pripravila se bom vsebinsko na nastop in se prve stavke naučila na pamet, ker iz glave gre pač vsa vsebina, razen tiste, ki skrbi za preživetje. In po 90 sekundah si ti v normalnem stanju, Nivi. In si, če veš, o čem govoriš. Če nisi že 2 dni prej ali pa 2 uri prej v stresu. Si. Jaz sem vedno že prej, ker vedno vsebinsko melem v glavi, kaj bom povedala, kako bom povedala, česa ne smem pozabiti, kako naj naredim vtis. Ne razmišljam o tem, kako bom, ker tukaj s tabo sedim, ampak razmišljam o tem, da bo vsebina imela smisel za ljudi, ki poslušajo. To me najbolj skrbi. Da boš perfektna. A ni grozen? Zaljubljamo se v resnici v napake, delamo pa iz sebe popolneže. To ne gre skupaj. Pusti, da se zaljubijo v napake. A sem vse povedala v tremi? Še imam 2 minuti. Mislim, da sem vse povedala, to je to. Zelo zanimivo mi je bilo poslušati, kaj se pravzaprav v telesu dogaja, da je dejansko to res in ne moš, veš, to je notranji vzgib. Dejansko se tako počutiš, ne? Ja. In tvoj imunski veš, to so tisti nezavedni hipofiza, hipotalamus, glede na notranje občutke odreagira ta boj, da sem zadnjič pri Alenki Rebula brala, da iz notranjih vzgibov začnejo funkcionirati, Se pravi, ampak jaz zaznavam nevarnost iz okolja. Zakaj hipofiza pol ne zaznava nevarnosti? Ne, ona ne. Se pravi, preko česa? Preko mojih občutkov, mojih oči, moje vizualizacije vzpodbuja njihovo delovanje. Verjetno ker določene stvari, motivacija teh sistemov še ni čisto razjasnjena in znana znanosti. Tako da verjetno. Ampak potem pa mi mogoče vmes lahko odgovoriš tistim, ki jih bo zanimalo to, se lahko nate obrne kdorkoli z željo, da pomagaš postaviti neko prezenco pred kamero ali na odru, kakorkoli, ali delaš večinoma samo z podjetji? Veš kaj, imam po obdobjih, se pravi,
3 mesece, zdaj marc, april, maj bom polno zaposlena na to temo, za eno multinacionalko delam, pa potem septembra, oktobra, novembra za večja oziroma srednja podjetja. Tudi individualne treninge delam. Ti so zelo uspešni, če vemo in poznamo vsebino, na katero se pripravljamo. Recimo, enkrat sem imela eno, ki se je pripravljala na zagovor diplomske naloge. Potem je bila ta druga, ki se je pripravljala za službo. Želela je delati ne več v odvetništvu, ampak na sodišču. Pa sem jo pripravljala na zagovor pred 5-člansko komisijo. Nisem imela pojma, kaj bova počeli. Res, kaj bi to je bil tudi zame izziv, a ne? Kaj oni pričakujejo. Vse sva vsebinsko morali najprej razdelati. Potem nekoga, ki je predaval na fanfari študentom. Študentje so najzahtevnejša publika, pa so ga proglasili za najboljšega predavatelja na čestitam fanfari. obema. Sem bila tako ponosna. No, pred tem sem bila tudi jaz, izbrana za to, ampak mi je bilo, kaj mi je bilo hecen. Skratka, potem sem pa tudi na poslovnih šolah nekako sučem. Ampak ja, pri individualnih treningih imam jaz par pogojev. Najprej te moram videti, da vidim, koliko časa bova morali skupaj preživeti. In na podlagi tega dogodka ocenim, ali si resen ali nisi, a ne. A bova šla do konca ali ne bova šla do konca skozi cel proces. Torej, če imava izhodišče 0, potem bova skupaj preživela 5 do 7 tednov, a ne? Vsak teden enkrat, a ne? Ne bova danes, pa jutri, potem pa hvala, nasvidenje, že vse znam, ker jaz sem se učila govoriti, pa nastopati pred kamero in pred radijskim mikrofonom 1 leto, a ne? Torej, ne, kako bomo pa zdaj, pa kar od jutri naprej bomo pa čudoviti govorci. Veš, kaj bom zdaj naredila? Jaz te bom kar povabila, da eno delavnico organizirava. Misliš? Absolutno. Pa dejva. Eno delavnico na te teme, o katerih sva danes govorili. Lahko? Začneva z mojo javnostjo. Aha, okej. Pa vidimo, kam gre, a ne? A veš, da je to dobro? A bova res? Absolutno, jaz sem za. Wow. Ja. Top. Bova. Še zadnje vprašanje imam zate. Jaz sem že bila na Šmarni, ne še. Ti znaš tudi po temi, je to v redu, me nič ne skrbi. Zadnje vprašanje je vedno enako. Če bi lahko v življenju podoživela en trenutek v celoti, tak, kakršen je bil. A kater bi bil? Kater bi to bil? Radio. Radijsko vodenje jutranjega programa na Radiu Hit. Pa pol vse tiste žurke, ki so bile. Ja, škaj, tam sem se počutila kot doma. To ni bila služba, to je bil moj drugi dom. In ne prej, ne potem nisem imela toliko dobrih odnosov, toliko zvestih ali pa poglobljenih prijateljstev, kot ravno v tej skupnosti. Radio Hit bi se šla pa še enkrat, no, tako da skrajšam v utemeljitev. Ja, a veš, da bi se ga šla tudi jaz. Ja. Res smo bili ekipa, da te skipa, kakor rečemo v šali, ampak dejansko smo bili tako povezani, jaz nisem nikjer prej in tudi kasneje doživela tega občutka, da si res, to je bila res familija. Ja, družina, tako. Res je bila družina. V petek popoldne, ko smo šli iz službe, smo se pogovarjali, ti kaj boste pa čez vikend kaj delali? Dajmo kaj skupaj. A razumeš, nisi šel domov, ampak si šel z njimi potem spet nekam. Ja, 9 krasnih let. Ja, to bi še enkrat. Betka, najlepša hvala za današnji pogovor. Hvala. Za vse znanje, ki si ga podelila. Verjamem, da je bilo to par kapelc tega, o čemer bi lahko še govorili. Glih sem zalaufala, ja. Matic že priklapla kamere, kar pomeni, da sva bili dolgi. Ampak jaz verjamem, da bo vsebina tako zanimiva, da bodo ostali z nami do konca. Super, najlepša ti hvala, Nivi. Za vse. Z veseljem.